Pozdravljeni! V prispevku si oglejmo primer izdelave Creo sestava. Za začetek ustvarimo nov tip gradnika, tako imenovani assembly. Vanj s funkcijo assemble dodajamo modele, ki so znotraj delovne mape sestava. Za pravilen popis je potrebno začetnemu kosu določiti lokacijo v prostoru. Priporočamo uporabo privzete povezave, s katero sklopimo koordinatna sistema modela in sestava. Pozicijo nadaljnjih modelov predpišemo s pomočjo izbire entitet in vrsto izbrane relacije. Pri izbiri nevidnih entitet si pomagamo z rotacijo modelov ali naprednejšo funkcionalnostjo desnim klikom, s katerim izbiramo nevidne entitete. Nekaterim modelom želimo določiti povezavo, ki dovoljuje gibanje komponente. Posežemo lahko po naprednejših relacijah, ki pozicijo komponent omejujejo parcialno. Pri izbiri entitet si lahko pomagamo tudi z orodjem ločenega okna. Le-ta prikazuje dodajno komponento samostojno in omogoča izbiro relacije z ohranitvijo pogleda sestava. Pri dodajanju komponent stremimo k polno definiranemu sestavu. To pomeni, da ima vsaka komponenta enolično popisano lego. Izogibamo se premalo ali preveč uporabljenim relacijam. Stanje popisa komponente je vidno v orodni vrstici. Stremimo k fully constraint lastnosti. Morebitno gibanje preverimo s pridržanjem Ctrl in Alt ter premikom komponente oziroma izbirom orodja Drag Components. Na primeru dodajanja vijaka prikažemo uporabo orodja, s katerim pohitrimo množično dodajanje istih komponent v sestav. Postopek zajema izbiro komponente in uporabo orodja Repeat. Ta omogoča ponovno postavitev glede na prej uporabljene relacije. Sicer za elemente standardnih vijačnih zvez uporabimo že vgrajeno orodje Screw. Enostavno označimo mesta dodajanja in tip vijačne zveze, avtomatska zaznava vzorčenja pa pohitri preostalo delo. V okolju mehanizmov je v primeru uporabe relacij, ki dovoljujejo gibanje komponent, moč uporabiti orodje za izdelavo analiz oziroma animacije delovanja sestava.